Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, če to spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega, če vam je tole všeč, se priporočam tudi za kakšen všeček, da malo tudi požene algoritem. In imamo kar zanimivo dogajanje. Danes je petek, 17. april in včeraj zvečer sem jaz svoje patrone obvestil o možnosti, da mi delamo bikovsko zastavo na enournem časovnem intervalu. Poglejte tole. Tukaj imamo 15-minutni časovni interval. Lahko vidimo, da imamo pač tako zelo grdo cikcakasto konsolidacijo. Ampak tukaj na enournem časovnem intervalu, bom jaz to malo, evo tako, bo precej boljše. Tukaj na enournem časovnem intervalu pa lahko vidimo, da smo mi v bistvu potovali po tem kanalu navzdol. In ta kanal, lahko vidimo, ima tukaj tudi tale drog. Ga bom izrisal. Tako. To je drog in seveda bikovska zastava. Ja, kaj smo mi potem naredili včeraj? Mi smo tole prebili in prišli celo malo nazaj notri, ampak dajmo reči, da smo se zadrževali na tej meji in zdaj spet rinemo naprej gor. Torej, preboj mi imamo in če je to zdaj res bikovska zastava, bi mi lahko prišli vse gor do 80.000. To je pa kar lepa in konkretna tarča. Ampak je treba paziti. Je treba zelo paziti. Prva stvar, kot veste, sem kar težeč, kar se tiče tega. Prva stvar, ni mi všeč, kako se mi zdaj zadržujemo tukaj na tej zgornji meji. Če mi pademo še enkrat notri, potem je zagotovo več možnosti, da gremo še dol. In če bi mi šli še naprej dol, bi bila tarča tukaj nekje na okoli 73.000. Tukaj so bili ljudje kar pozitivni. Tudi tukaj lahko vidimo po 15-minutnem časovnem intervalu, vidite, ogromno ljudi je na tem dnu tukaj stavilo na rast. Tako da, če mi slučajno pridemo nazaj notri v ta kanal, je potem tudi precej večja verjetnost, da mi gremo pobirati stop losse tukaj na 73.300, tam nekje, od vseh ljudi, ki so stavili na rast. In s tem, nažalost, bi bila tudi tale naša bikovska zastava izničena. Tako bi pač to bilo. Zdaj, če bomo mi nadaljevali tale preboj, ki se nam zdaj tukaj trenutno dela, potem ja, je tudi precej večja verjetnost, da mi gremo še naprej gor do 80.000. Zakaj omenjam toliko 80.000? Zaradi tega, ker če se slučajno spomnite, tudi to smo že kar precejkrat omenjali, ampak zdaj kar nekaj časa nismo, no. Tukaj je Bitcoin Futures, dnevni graf. In kot vidite, imamo mi tukaj tale gap, oziroma tole praznino, na točno tam nekje 80.000. In te praznine se ponavadi zapolnijo. Tako da, zdaj je vprašanje, ali je ta bikovska zastava resnična, se bo izvršila, in če se bo,
potem je tudi precej večja možnost, da mi gremo zapolniti tale gap. Drugače, trenutno stanje, tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, to smo že izpostavili, če se obrnemo nazaj navzdol, gremo pobirati tukaj 73.300, ampak trenutno stanje vidimo, da so bili ljudje kar precej negativni. Bitcoin predvsem je bil kar precej v preprodanem območju, kar nakazuje na to, da so ljudje stavili na padec. In to bi jih lahko tudi trenutno kaznovalo. In kot vidimo, trenutno kar lepo silimo navzgor tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, na enournem še ni toliko očitno. Bomo videli. Po mojem bi se znalo tole lepo razvijati skozi današnji dan. Poglejmo zdaj še likvidacijski graf. Tukaj imamo kar barvito stanje. Imamo tukaj zgoraj območje ljudi, ki so stavili na padec, na okoli 75.500. Zdaj, glede na to ta zadnjo rast, bi lahko mi šli tole zdaj pobirati. Ampak jih imamo tudi od spodaj, kar precej. Na 74.000 in potem še tukaj od spodaj, to smo tudi mi izpostavili na našem grafu, 73.000 in potem še 72.800. Tako da to bo treba paziti zdaj, da nismo mi zdaj slučajno šli samo pobirati likvidnosti navzgor in potem se vse enostavno obrne navzdol. Res bo treba paziti, tako da zelo je treba gledati na risk management v tem primeru. Poglejmo zdaj še Ethereum, kaj se tukaj zdaj dogaja. Ethereum, ja, tudi Ethereum je kar v neki taki cikcakasti konsolidaciji. Trenutno kar lepo rine navzgor, ampak v zadnjem času je bil kar nevtralen, no tukaj je šel malček v preprodano območje, tako da kje imajo stop losse? Točno tukaj, na tem vrhu so stavili na padec in stop losse imajo po mojem tukaj na okoli 2360-2370. Kaj se je razvijalo tukaj na enournem časovnem intervalu? Da vidimo, mi smo začrtali dvojni vrh, dvojno dno, ampak nič od tega se očitno ni izvršilo. To bo treba malo paziti tukaj pri Ethereumu. Poglejte, kaj jaz tukaj vidim. Torej, imamo tole horizontalno linijo 2300 in potem imamo vrh, nižji vrh, nižji vrh. In zdaj še enkrat silimo nazaj gor in bo treba spremljati tole linijo. To bi lahko delovalo kot odpor. Če dobimo še enkrat odpor od tele poševne linije, bi se lahko zgodilo, da gremo še enkrat testirati tukaj 2310 in potem je tudi večja možnost, da jo izgubimo in lahko padamo naprej dol. Tako da to je v bistvu zelo zanimiva konsolidacija pri Ethereumu. Seveda bo tudi precej odvisno od Bitcoina. Če bo nadaljeval rast, potem po mojem lahko brez problema prebijemo. Samo malo, da vidim, kaj imam vse tukaj označeno. Tole bom zbrisal. Torej, če bo Bitcoin nadaljeval rast, potem po mojem brez problema lahko prebijemo tudi tole linijo.
Zgoraj imamo še eno likvidnostno območje, 2400, tam nekje. Bomo videli, če ga bomo pobrali. Kot sem že rekel, najprej bo treba spremljati tole linijo, če bomo od nje dobili zavrnitev. Ne splača se biti ravno prehitro pozitiven. Če je nek vzorec, če ga preveč ljudi opazi, če preveč ljudi postane pozitivnih, potem je tudi več možnosti, da se vse obrne v nasprotno smer. Ampak moram reči, da je trenutno kar precej zanimivo stanje na kripto trgu. Tako da, ja, zdaj smo mi razčistili, katere meje moramo vse spremljati. Zdaj, če bo še karkoli pomembnega, bom seveda še dodatno obveščal preko Patreona. Če se mi želite pridružiti tam, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In pa seveda, če spremljate to kasneje preko YouTuba, se najprej vsekakor priporočam za kakšen všeček, če vam je bilo tole všeč. In pa ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. In tako, očitno se nam obeta zanimiv petek. Bomo videli, bomo spremljali. In če bo karkoli čez vikend, se bom še dodatno javil preko Patreona. Tako da jaz vam želim en lep dan še naprej, en lep vikend, ki je pred nami, in seveda se vidimo, če ne prej, na ponedeljek ob 9. zjutraj. Čau, čau.